Sanja Lončar nam bo danes povedala in pokazala, kako lahko pravilno pripravimo stročnice, ki bi morale biti na naših krožnikih veliko večkrat, kot v resnici so. Zakaj v sodobnem času jemo tako malo stročnic? Glede, stročnice so idealna zamenjava za meso. Ko jih kombiniramo z žiti, imajo dejansko čisto vse, kar dobimo v zrezku, s tem, da je v zrezku še marsikaj, kar ne želite zaužiti. Glavni razlog, zakaj se ljudje danes malo izogibajo stročnicam, je, ker mislijo, da se to zelo počasi pripravlja, za kar danes sodobna gospodinja nima časa, ali da nas stročnice preveč napenjajo. Glejte, eno in drugo lahko rešimo, če se pravilno postopimo. Zelo pomembno je, da stročnice pravilno namakamo. In ena izmed klasičnih napak, ki jih vidim, da jih ljudje počnejo, je, da ljudje namakajo v premalo vode. Če boste vi dali toliko fižolčka in zalili do vrha, se vam naslednji dan bo zgodilo tole. Vaš fižolček bo posrkal vso vodo in namesto, da odda v vodo to, kar bi vas lahko napenjalo, bo to popapal nazaj in potem res imate problem. Torej, zapomnite si, vedno namakamo v 10-kratni količini vode, kot je volumen tega, kar boste namočili. To pomeni, da bi rabili vsaj 3 do 4 litre vode, da namočimo tako malo fižolčka. Zaupajte fižolčku, pogledajte, kako ekspandira, kaj vse iz njega dobite. Zato je to tudi poceni hrana. Kaj pa, če nimamo časa za namakanje oziroma če smo pozabili, potem pa imamo stročnice, ki so idealne za fast food, to so pa leče. Cel vzhod dejansko živi na lečah. Leče se veliko hitreje skuhajo in posebej, če boste uporabljali leče, ki so že razpolovljene, rumena ali recimo rdeča leča sta takšni, to imate skuhano v 10 minutah. Torej, tudi za zamudnike odlična rešitev. Operemo, dobro operemo, damo v vodo, dodamo lovorjev list, zavremo in po parih minutah lahko samo izklopite in pustite, da se vam v 10 minutah naredijo do konca. Poglejte, kaj dobimo iz 200 gramov leče. Zdaj smo pred drugim delom težave. Kako bomo to zaužili? Leče nimajo nobenega posebnega okusa. To, malo mokaste so, vendar so čudovit material, iz katerega lahko delate marsikaj drugega. Polpete, napol zmiksane, recimo s pretlačenim krompirjem, odlične v juhici, bomo le zmiksali, dodali, pa ste zdaj, skrivni dodatek, razen jušnih začimb, bo meta. Zakaj? Zato, ker lečam manjka malo svežine in ravno malo mentola naredi, ali malo kisa, če nimate mentol, bo naredil, da so leče zelo okusne. Lahko dodate tudi vložene kumarice ali kapre in boste dobili čudovite lečine juhice. Zdaj pa vam bom pokazala recept, ki je pri nas doma uspešnica, in sicer kako v minuti naredimo lečino pašteto. In kako to meni rata v 5 minutah? Ja, malo predpriprave je treba. Vsi, ki ste brali knjigo Samo skrbna shramba, verjamem, da že obvladate, kaj pomeni čebula v maščobi, kaj pomenijo pesta in recimo tudi to je odličen pripravek. Paprika, čebula, kokosova maščoba, že pripravljeno. In takrat, ko hočemo delati paštetko, da ni treba ponovno čebulce, paprike ali kaj prepražiti, samo uporabim nekaj žlic tega, dodamo nekaj svežega peteršilčka noter. Ja. In za okus ena obveznih sestavin vseh teh orientalskih zadevah so tamari ali miso paste. Zakaj? Zato, ker s tem dodajamo vse okuse, sol, kislo, sladko, dejansko dobimo celo paleto okusov, brez katerih pašteta ne bo ta prava. Koriander je ena izmed začimbnic, ki se odlično prileže. Mi osebno doma obvezno damo tudi nekaj šetraja in popra, ampak ker je to pri meni že notri vse zapakirano v teh omakah, potem še s tem ne rabim zgubljati časa. Bomo pa dodali samo malo koriandra, ki je po svojem okusu in poper, in muškatni orešček, in malo bazilike, in malo pomarančne lupince zraven, tako da je nenadomestljiv.
Glejte, to bomo zmiksali, potem pa bomo sprobali in po potrebi samo malo korigirali v tisto smer, ki jo želimo dobiti. Kaj pa zdaj, če je naša pašteta malo preveč tekoča? Imate dve možnosti. Uporabite kot solatno polivko ali jo z enim trikom zgostimo in sicer tako, da dodamo luščine trpotca. Poglejte, luščine trpotca nimajo okusa, dejansko jih tudi pod jezikom sploh ne bomo čutili in že po kakšnih 10 minutah toliko nabreknejo, da bomo dobili krasno mazljivo strukturo. Zato jih dodajamo povsod tam, kjer nam nekje gostota spodleti. Kaj pa, če hočemo korigirati še malo barvice? Glejte, to je domači peskovnik, malo sladkega, malo kečap recimo bo odlično našo pašteto pobarval, da bo še bolj apetitnih. Kot vidite, ni razloga, da stročnice ne bi bile vsak dan del našega zdravega fast fooda.